Živijo otroci in otrokinje in seveda tudi staršati in staršate. Jaz sem Pižama in bi vam rad pokazal par knjig, ki so frišno na policah in pri katerih sem sodeloval. Najprej tukaj je seveda slikanica Botrovo darilo, ki jo je ilustrirala Ana Razpotnik Donati. Super zgodbica, če smem sam za svojo zgodbico reči, o tem, kako je fino pomagati, o tem, da kako se stiske lahko skrivajo nekje čisto blizu nas, pa jih včasih niti ne opazimo. In kar je sploh super pri tej knjigi, da z nakupom podprete program Botrstvo v Sloveniji. Pa za seveda vse tiste, ki pa radi uganjate norčije, pa tukaj param! Ta nov pasji mož, Kažin in Kazen. Tokrat pasji mož izgubi službo. In da bi lahko prišel spet nazaj na policijsko postajo, postane mačji mož. Sliši se zanimivo, tako da ne zamuditi pasjega moža. Če pa ste majčkeno starejši, pa ne zdaj to mislim 518 let, ampak res pa tam že v kakšnem 4. razredu, seveda čisto z lahkoto, in pa tukaj Miceni svobodni možje. Knjigica mojega najljubšega pisatelja Terja Pratchetta, ki sem imel čast prevesti, govori pa o deklici Faniki Trpin, ki želi postati čarovnica. Ja, in pa ena smola je, bratca ji ugrabi vilinska kraljica in ga gre reševati, pri tem pa ji pomagajo taki čudni možicli, veliki 20 cm, čist modro potetovirani v kiltih, kjer se darejo mejduš in podobne stvari. Tako da, če ne veste kaj brati, Botrovo darilo, pasji mož, 9 že, ne vam prešepnem, 10 sem tudi že prevedel, Kažin in Kazen, in pa seveda še Miceni svobodni možje Terry Pratchett. Na branje, se